Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o ključnem vitaminu za možgane in to je holin. Ste vedeli, da je holin prav potreben za to, da pridejo komunikacija med eno in drugo celico v možganih in predvsem za vse tiste, ki se trudite in glejte, šola se bo vsak čas začela. Vemo, da mnogi otroci bi bilo fino, če se jim poveča kapaciteta možganov, da enostavno več ostane noter. Ne pomaga ure in ure sedeti ob otroku, se truditi, da mu zabiješ nekaj v glavo, ampak kako narediti, da mu dejansko ostane nekaj v glavi? No in to ni toliko težko, kot je mogoče težko vprašanje, ker je ključ do tega prav holin. Zdaj to boste najdeli v knjigi, ko imajo hormoni žur na strani 318 in sicer, gledajte, kdor ima dovolj holina, se mu poveča razvoj možganov in se mu okrepi spomin, vpliva na koncentracijo, skrbi za normalno delovanje celic, vpliva na presnovo maščob, znižuje krvni tlak, se pravi primeren holin tudi za starejše ljudi, ki imajo težave z krvnim pritiskom, je kurir živčnih signalov in preprečuje nabiranje maščob v krvi, preprečuje bolečine v mišicah in izčrpanost, blaži psihično stisko, deluje proti vnetju kože in deluje na zvečano sposobnost polnjenja. Dejansko je holin tisti, ki povečuje, da ta posoda, kjer ostaja noter znanje, se poveča. In zdaj, kje dobimo holin? Holin dobimo v jajčnem rumenjaku, dobimo v jetrcih, ga dobimo tudi v zelju, orehih in arašidih. No, zdaj pa pomislimo, ali vaši otroci jejo vse to? Mnogi otroci nič od tega ne jejo in dejansko pride do tega, kje dobi holin. Ga ne dobi. In če ga ne dobi, enostavno ima možgane tako kot sito, enostavno steče skozi in ne ostajajo informacije v možganih. Sedi, bere, ampak se ne zapomne, kaj bere. Zdaj, mogoče se smejite, če se vam to dogaja, to pomeni, da je ključ do polnjenja prav holin. No, v glavnem, svarilna znamenja so zvišan krvni tlak in vemo, da uradna medicina, ko vam začne skakati pritisk ali pa da imate povišan pritisk, nihče ne bo rekel, a imaš dovolj vitamina B8. Kaj pa, če bi preveril stanje vitamina B8? To je holin. Ampak enostavno statine, se pravi zdravila za nižanje, in to ni zdravilo, ker ga ne jemlješ samo nekaj časa, ampak je dejansko zdravilo, ki ga enkrat imaš, ga imaš potem doživljenjsko. In zvišene vrednosti slabega holesterola, to je pa dejansko isto. Pač ko imaš holesterol, je sicer tukaj alarm, seveda je alarm, ker normalno, kdor ima povišan holesterol, je velika verjetnost, da se ta slab holesterol nabira na stene žil in da lahko pride do strdka. In normalno, da je treba ukrepati, ampak mogoče vam manjka samo vitaminov skupine B. Zdaj pa, kje to dobite zdaj pogledajte si naslednji prispevek o Vitaskverju. Jaz vam bom pa razložila potem vse ostalo naprej, kar se tiče naših možganov. Za koncentracijo otrokovih možganov. Vitaskver, poudarek na vseh vitaminih in mineralih. Potem omega-3, ki poveča prekrvavitev in delovanje možganov, ter Neolife Shake, ker vsebuje vse vitamine in minerale, tudi aminokisline. Podprite otrokove možgane z naravnimi prehranskimi dopolnili in več o tem zveste v knjigi, ko imajo hormoni žur. No in smo nazaj. Zdaj pa, če pomislimo, kako lahko povečamo, da več te polnilne kapacitete ostane v naših možganih oziroma da se poveča moč polnjenja. Ključni so B-vitamini. Zdaj, zakaj prav B-vitamini? Glejte, B-vitamini delajo v naših možganih. V bistvu naši možgani so ena velika maščoba, maščobna gmota in tisti, ki ste že imeli opravka s kakšnimi možgani, pa ne svojimi, ampak tako, da ste recimo čistili možgane od kakšne živali, veste, da je to res ena taka sluzasta zadeva. No in zdaj, če pomislimo, da so možgani 95% narejeni iz maščobe, mi moramo poskrbeti za to, da maščoba, ki jo zaužijemo,
da pride do možganov. Mi pojemo nekaj, kar je mastno, potem se pa to mora spremeniti v maščobne kisline. Te maščobne kisline pa potem rabimo B-vitamin, da naredi oblogo okrog maščobne kisline in jo pripelje v možgane. In če se karkoli tukaj noter zatakne, recimo, da imamo pomanjkanje spet encimov, ki so potrebni za prebavo maščob, če imamo pomanjkanje B-vitaminov, ki so ravno tako tudi potrebni za prebavo maščob, potem naprej za presnovo maščob, B-vitamini jih tudi potrebujemo. Dejstvo je, da če imamo pomanjkanje hranilnih snovi, mi lahko jemo zdravo hrano, ampak se ne razgradi na manjše delce in jo naše telo enostavno ne zmore vsrkati. Zdaj, kako veste, da vam potem manjka B-vitamina? Vi ste živčni, raztreščeni in imate izredno mastno blato, ki se lepi na steno školjk. Školjke, ne veci školjke. Dejansko pomeni, da zastajajo maščobe v jetrih, mogoče greste na testiranje in dobite pač povečane teste jetrnih encimov in to samo kaže, da imate pomanjkanje B-vitamina, ki bi ti maščobe spravil v možgane, v celice, tam, kjer pač morajo biti. No, zdaj pa pomislimo, kaj je potrebno narediti. Včasih se tako močno zatakne, da enostavno ne gre s hrano. Mi lahko jemo zelo zdravo hrano in ker imamo pomanjkanje encimov in vseh ostalih hranilnih snovi, ki so potrebni za to, da se hrana razgradi na manjše delčke, ostajamo celično lačni. Zato v tem primeru vam vsekakor priporočam probiotične bakterije kot prehransko dopolnilo in priporočam vam, da vzamete mogoče tudi za otroke. Tukaj je rešitev dejansko šejk. Dajte, jaz to vam govorim iz svojih izkušenj. Tukaj imam šejk okus čokolada, ker ne nazadnje sem jaz mama, imam 3 otroke in takrat, ko se je zmanjšala koncentracija ali pa ko se otrok zlepa ni mogel umiriti ali pa recimo zvečer, ko je imel nemirne roke, noge, ko ni mogel zaspati, vedno sem samo šejk zmešala, zaradi tega, ker je bilo najbolj enostavno, da otrok dobi komplet vse vitamine in minerale. No in zdaj, če pogledamo, tukaj noter je holin? Ne. Tukaj noter ni holina, medtem ko holin se pa nahaja v Vitaskver tabletih, bombončkih za otroke, tukaj noter pa lahko dobite tudi holin, ki vpliva na dobro delovanje možganov. Zdaj pa pojdimo majčkeno naprej na naslednji B-vitamin, ki je spet potreben za delovanje možganov. In to je vitamin B12. Prav vitamin B12 se pa izplavlja zaradi alkohola. Recimo, recimo v puberteti, ko začnejo otroci žurirati. Čas bi bil, da naredijo maturo, da naredijo zaključijo letnik, čas bi bil, da nekaj naredijo, po drugi strani so pa zelo dejavni v teh družabnih srečanjih. In vemo, da pogosto tudi kaj popijejo. No in v tem primeru se zgodi, da jim dobesedno alkohol izniči B-vitamin, predvsem B12 vitamin, ki je pa potreben, da se vsi ostali vitamini vežejo. In spet sedijo ob knjigah, v glavi ne ostane nič, vi mogoče se razburjate, kako če si pameten in če bi lahko nekaj naredil ali pa naredila in ne narediš, in je lahko vzrok spet zaradi podhranjenosti, zaradi tega, ker ima večje porabe kot vnose. No in zdaj, če pogledamo sploh vitamin B12, vitamin B12 ga dobimo spet ribe, jetrca, jajca, sir, mleko, pivski kvas. In vemo, da mnogi pač ne jejo mleka, ker pač mleko vemo, da zakisa telo, ne uživajo zadostno količino zdravih hranil in s tem se poveča, zdaj pa poslušajte, svarilna znamenja, če vam manjka B12 vitamin, razdražljivost, depresija, zmedenost, psihoze, tudi vrtoglavost, težava z ravnotežjem, uhajanje vode oziroma blata, lahko se pri moških pojavljajo motnje erekcije, pomanjkanje energije, hitra utrujenost, prezgodnjo sivenje las, to sicer ni pri mladostnikih, ampak pri starejših ljudeh se pa zelo hitro zgodi,
da imajo neke vrtoglavice, da se počutijo slabo, brez energije, vse jim gre na živce, ker jim manjka vitamina B12. In zdaj naprej, B12 vitamin je pa potreben za kri. Se pravi, kdor ima slabo kri, mu manjka bakra, mu manjka železa, mu manjka B12 vitamina in C vitamina. In kakor ti manjka pač ena od teh zadev, imaš slabo kri in se ti še dodatno poveča slaba koncentracija, še dodatno poveča utrujenost, razdražljivost in predvsem vrtoglavica. Tako da v glavnem, lejte, tudi če imate odrevenelost okončin, da imate občutek, da vam nekaj šteka, kakšen prst, to je pomanjkanje vitamina B12. Potem šumenje v ušesih, pekoč občutek v končinah, drhtenje, oslabljenost mišic, motnje vida, šumenje v ušesih, težave pri spanju in predvsem težave pri zbranosti. Vse to je vitamin B12. In pomislimo, vitamin B je dobesedno vitamin lepe kože, lepih las, vitamin B je vitamin mirnih živcev, vitamin B, nasplošno govorim o vseh B kompleksih, je vitamin prožnih mišic, prožnih sklepov, vitamini B skupine so vitamini mladosti. Ne samo E-vitamin in mogoče meham premalo poudarka na vitaminih skupine B in še to pozor, če greste kupiti pač neko prehransko dopolnilo B-vitaminov in dobite fluorescenčen urin, to pomeni, da je to umeten B-vitamin in to vsekakor ni pametna zadeva, pa če z tega ne bi uživala. Zdaj, če pogledamo, na kaj še vpliva sploh B12 vitamin, ki vpliva potem na vezavo vseh ostalih B-vitaminov, izboljša se zbranost, spomin, zmanjša se razdražljivost, psihične motnje se izboljšajo, povečuje se energija in predvsem preprečuje demenco. No, o demenci sem pa govorila v zadnjem videu. Če imate starejše ljudi v svoji bližini, starše mogoče, ki pozabljajo, je dejansko to alarm, da jim močno manjka vitaminov skupine B. Tako da ja, potrebno je poskrbeti za svoje zdravje. Gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, karte prehodu na novo dobo, da vidimo, kar se tiče vas, svetle duše, ki delate korake za sebe, ki si želite narediti korak naprej, pa se mogoče včasih ne znajdete, kaj bi bilo potrebno narediti v tem zakompliciranem svetu. Grlena čakra. Čas je za resnico in da se začnete zavedati, da ste ustvarjalke, ustvarjalci nove dobe in da naj vas vodi srce. No, tukaj pa mogoče en tak nasvet, začnite uporabljati pri vseh stvareh mišični test. In ta mišični test vam bo pomagal prepoznati vašo resnico. Ta karta, ki je prišla ven, je povezana z resnico. In se vedno lahko vprašate, tudi za, ne vem, določeno knjigo, recimo, vzamete, pomislite, knjiga, ko imajo hormoni žur, bi bila ta trenutek potrebna zame, pa za moje pubertetne otroke. In če dobite pozitiven odgovor, je to nekaj, kar rabite vi za lažje razumevanje. Mogoče lahko na isti način lahko preverite tudi za razna prehranska dopolnila, tudi to, kar imate doma. Enostavno vzamete prehransko dopolnilo in rečete, občutim, da tale zadevca je dobra za mene. In če dobite pritrdilen odgovor, je to ja. Če vam pa vaš mišični test pokaže, da ne, pač dajte to stran. Veste, ni vse zlato, kar se sveti. Jaz sem prepričana, da pa imamo modrost naše duše tako neverjetno, da nam tako pove vse, kar potrebujemo za naše razumevanje in za našo dobrobit. In da tisto, kar rabimo, tako pride v naše življenje. Tako da ja, uživajte in dovolite, da se zgodi v vašem življenju resnica, svoboda in naj pride nova doba, ker imate zmožnost ustvarjanja. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem postavljajte sebe vedno na prvo mesto. Uživajte.